drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tednu po prazniku Marijinega rojstva in v tednu, ko bomo obhajali praznik povišanja Svetega križa. In prav na ta pomembni praznik bo papež Benedikt XVI odšel na apostolsko potovanje na Bližnji vzhod v državo Libanon. Mislim, da ni pretirano, če rečemo, da bo to najtežje potovanje v dosedanjem pontifikatu Benedikta XVI. Libanon je namreč izredno zanimiva država, papež pa vanj prihaja ravno v času, ko tako libanonski kot drugi bližnjevzhodni kristjani doživljajo izredno težke čase. Arabska pomlad, ki se je začela lani, je namreč postavila številne krščanske skupnosti na Bližnjem vzhodu pred velike izzive. Libanon je med vsemi arabskimi državami tista, v kateri je kristjanov največ. Toda ravno zaradi tega imajo tudi zelo veliko bolečih izkušenj v zadnjih desetletjih, ko se je njihov položaj praviloma samo slabšal. Zato bo moral Benedikt XVI predvsem okrepiti upanje tem krščanskim skupnostim in pokazati, da je povezan z njimi. Na televiziji Exodus smo se odločili, da pred tem pomembnim papeževim potovanjem pripravimo serijo krajših oddaj, v katerih bomo najprej predstavili samo državo Libanon, potem pa 4 najpomembnejše krščanske cerkve, ki soobstajajo in ki živijo in delajo tam. Maronitsko, grško pravoslavno, melkitsko in armensko. Današnja oziroma tokratna oddaja pa je posvečena Libanonu na splošno. Libanon je dežela, ki se velikokrat pojavlja v Svetem pismu. Takrat predvsem v besedni zvezi libanonska cedra oziroma cedra libanonska. In ravno cedra je tisto drevo, ki je še danes v grbu in zastavi simbol Libanona. Toda, kakor je velikokrat absurdna zgodba o Libanonu, tako je absurdno tudi, da je bil ta simbol države pravzaprav že davno skoraj povsem odstranjen iz Libanona. Libanon je danes izredno majhna država, ena najmanjših držav na svetu, saj je velik komaj za polovico Slovenije in meri natančno 10.452 kvadratnih kilometrov, na katerih pa živi še 100% več prebivalstva kot v Sloveniji, in sicer dobre 4 milijone. V 20. stoletju je Libanon prehodil pot trpljenja, saj je še pred približno 50 leti veljal za Švico na Bližnjem vzhodu, njegovo glavno mesto in daleč največje mesto Bejrut pa je veljal za Pariz Bližnjega vzhoda. Toda potem je prišla libanonska državljanska vojna in z njo je Libanon postal sopomenka za kaos, nasilje, nesmiselno klanje, nesmiselno pobijanje. Lahko bi rekli, da je taka žalostna usoda bila položena Libanonu ob njegovem nastanku že v zibelko. Eden od paradoksov njegove zgodovine je, da je pravzaprav otrok Francije. Francozi so ga v 20 letih 20. stoletja nekako ustvarili kot oazo za arabske kristjane. Kajti samo v Libanonu so kristjani do 20. stoletja ostali med vsemi arabskimi okolji v večini. To je seveda posledica naravno zemljepisnih danosti države Libanon
in predvsem gorovja Libanon kot osrednjega gorovja te države, v katerem so se krščanske skupnosti laže obdržale pred pritiskom islama, ki je povsod drugod v arabskem svetu prevladal. In Francozi so hoteli z neodvisnim Libanonom narediti nekakšno oazo, torej za arabske kristjane, predvsem pa za glavno krščansko skupnost v Libanonu, to so maronitski katoliki. Tragika te države je seveda, da so Francozi politični sistem zasnovali tako, da imajo v njem glavno besedo različne verske skupnosti, ki bi morale med seboj v soglasju odločati o vseh pomembnih vprašanjih. Vemo pa, da je to v praksi zelo težko. Še danes velja v Libanonu načelo, da mora biti predsednik države maronitski katoličan, medtem ko mora biti predsednik vlade sunitski musliman. Predsednik parlamenta, oziroma to mesto predsednika parlamenta, pa je rezervirano za tretjo največjo versko skupnost v Libanonu, to so pa šiitski muslimani, ki se seveda najbolj ozirajo proti največji šiitski državi na svetu, to je proti Iranu. Takšna razdelitev oblasti in pa še dodatno določilo, da morajo imeti kristjani vedno absolutno večino vseh sedežev v parlamentu, je odražalo stanje skupnosti v Libanonu v 30 letih 20. stoletja. Takrat je bilo namreč kristjanov nekaj več kot polovica, muslimanov okrog 40%, preostalek prebivalstva pa so tvorili Judje, ki jih je bilo pred ustanovitvijo izraelske države v teh krajih kar precej, in pa še ena zelo zanimiva verska skupnost, to pa so tako imenovani Druzi. Tudi Druzi so sicer išli iz islama, vendar so to verjetno edina večja iz islama izvirajoča skupnost, ki denimo verjame v reinkarnacijo, se pravi preseljevanje duš, kar je nauk, ki je tako pravovernemu islamu kot pravovernemu krščanstvu seveda tuj. V času nastanka libanonske države v prvi polovici 20. stoletja kristjani niso bili samo večinsko prebivalstvo, ampak je bila v njihovih rokah skoncentrirana tudi večina gospodarske moči. Zlasti vodilna verska skupnost maroniti so obvladovali trgovino in druge gospodarske panoge. Seveda, Libanonci so, tako kot njihovi davni predniki Feničani, vedno veljali predvsem za odlične trgovce. Težave so nastopile po drugi svetovni vojni, ko so zaradi stalnih vojn na območju današnjega Izraela in Zahodnega brega začeli pribežališče v Libanonu iskati Palestinci, ki so bili seveda etnično Arabci, po veri pa večinoma muslimani, čeprav je zlasti na Zahodnem bregu tudi med Palestinci veliko arabskih kristjanov. S tem se je začela demografska slika Libanona kot večinsko krščanske dežele rušiti. In razmere na terenu niso več ustrezale določilom ustave, ki so si jo zamislili Francozi. Napetosti med muslimani in kristjani so začele vse bolj naraščati. Toliko bolj potem, ko se je dotok palestinskih beguncev po 6-dnevni vojni, v kateri je Izrael zasedel Zahodni breg in Gazo, in potem, ko so bili izgnani tudi iz Jordanije, še bolj okrepil.
Zaradi vseh teh razlogov je prišlo do tega, da so različni islamski in krščanski voditelji začeli ustanavljati svoje vojaške enote in obračunavati med seboj. Propadal je tudi poskus vizionarskega libanonskega predsednika Fuada Šehaba, ki je poskušal postaviti državo na bolj zdrave temelje, v katerih ne bi več imele glavne besede verske ločine in njihovi klanski voditelji, ki so bili tudi znotraj iste verske skupnosti pogosto zelo sprti med seboj. Leta 1975 je končno izbruhnila libanonska državljanska vojna. Takrat pa se je pokazala tudi glavna rana libanonske države, namreč to, da je ujeta med dva lokalna ali pa regionalna petelina, med Sirijo, ki je njena severna soseda, in pa med Izrael, ki je južna soseda današnjega Libanona. Obe državi so si seveda prizadevali, da bi ta majhen košček zemlje dobili pod svoje okrilje. Izraelcem je šlo predvsem pri tem za dostop do vode iz glavne libanonske reke Litani. In ko se je enkrat začela državljanska vojna, so seveda vanjo takoj posegli Sirci, za njimi pa še Izraelci. Od začetka je bila ta vojna izrazita verska vojna med muslimanskimi in krščanskimi skupinami. Toda kot se v državljanskih vojnah in kot vemo navsezadnje tudi iz novejše slovenske zgodovine velikokrat zgodi, so začeli ljudje tudi znotraj posamičnih skupnosti obračunavati med sabo. Najbolj tragičen je bil razkol znotraj maronitske, torej osrednje krščanske skupnosti, ki je dosegel svojo zaostritev leta 1978, ko sta trčila dva klana severa Libanona, eden pod vodstvom tako imenovanih libanonskih sil, ki jih je takrat vodil poznejši libanonski predsednik Bašir Žemajel, in drugi pod vodstvom milice z imenom Marada, ki jo je vodil nekdanji libanonski predsednik Sulejman Frangija. V spopadu je bil ubit njegov sin Toni skupaj s svojo celotno družino. To pa je vse do danes usodno razklalo dotlej relativno enotno maronitsko skupnost v Libanonu. In še do danes rane ravno tega obračuna niso zaceljene. Kajti nekateri kristjani, nekateri maroniti so v tistem trenutku potegnili z Sirci, drugi pa z Izraelci. Državljanska vojna je tako namesto tega, da bi se sorazmerno hitro končala, trajala še naslednjih 12 let. Vmes so tako Sirci kot Izraelci neposredno posegli na teren. Posebej znano je izraelsko obleganje muslimanskega zahodnega dela Bejruta leta 1982, ko se je za mir tam recimo zavzela celo mati Terezija. Zaradi razdejanja, ki je nastalo med državljansko vojno, je Libanon, kot že rečeno, postal sinonim za kaos, razdejanje, nasilje. In švice Bližnjega vzhoda s cvetočim gospodarstvom, turizmom, trgovino in vsemi drugimi storitvenimi dejavnostmi in tu zlasti bančništvom ni bilo več. Obračunavanje znotraj krščanske skupnosti pa se je nadaljevalo skozi vsa 80. leta. Nazadnje so zmagali tisti, ki so se zavzemali za sodelovanje s Sirijo. In boj Mišela Auna, še danes živečega, pomembnega junaka
libanonske maronitske skupnosti, da bi preprečil sirsko okupacijo, je bila zaman. Posebej zato, ker so Libanon pustili na cedilu leta 1990 tudi dotedanji zavezniki maronitov Američani in v zameno za sirsko podporo v prvi zalivski vojni pustili Sircem tam proste roke. Zato je zgodovina Libanona po letu 1990, ko se je državljanska vojna uradno končala, v glavnem zgodba o Sircih kot pravih gospodarjih dežele. Kristjani pa so iz tistih, ki so imeli v rokah škarje in platno, zašli v podrejen položaj in so še danes v drugi ligi, ter odvisni od milosti obeh največjih islamskih skupnosti, od sunitov in šiitov. Njihova tragika je tudi danes v tem, da nekateri vlečejo suniti, ki jih vodi sin nekdanjega ubitega libanonskega premierja Rafika Haririja, drugi pa so povezani s šiiti in njihovim iz poročil znanih gibanjem Hezbolah, ki se naslanja na šiitski Iran. Vse to je povzročilo upad pomena krščanske skupnosti, ki jo tepejo tudi nižji naravni prirastek od islamske okolice, množično izseljevanje in počasno upadanje njihove premoči tudi na gospodarskem območju. Kljub temu pa je treba reči, da so krščanske skupnosti v Libanonu v primerjavi z drugimi krščanskimi skupnostmi v arabskem svetu še vedno najbolj cvetoče. Libanon je, kot rečeno, glavni center maronitske cerkve, o kateri bom spregovoril v prvi naslednji oddaji. Ob maronitih pa si prostor pod libanonskim soncem delijo še grški pravoslavci, potem verniki bizantinskega obreda, ki priznavajo papeža in se jim v Libanonu reče melkiti. Pomemben delež pa imajo v krščanski skupnosti v Libanonu tudi verniki armenske apostolske cerkve, ki so tja prišli po znamenitem genocidu, ki so ga pred Prvo svetovno vojno in med njo nad Armenci izvajali Turki. Vsem tem skupnostim se seveda pridružujejo tudi islamske, kot rečeno, suniti, šiiti, potem iz Sirije znani šiitska ločina alavitov in pa že omenjeni druzi. Za vsem tem je Libanon še vedno izrazito pestra dežela, naravno razmeroma bogata, predvsem seveda znana kot izvoznica tropske oziroma agrumov in še vedno pomembna sila v trgovini. Toda njen sijaj se je zaradi ne ravno prijazne zgodovine med državljansko vojno pa tudi po njej precej okrušil. Upati je seveda, da bo papežev obisk ponovno vzbudil zanimanje sveta za ta mali košček zemlje, ki je skozi vso zgodovino preživljal težavne čase, ampak kljub temu ohranil toliko posebnosti in ostal tako pester mozaik različnih kultur, navad in ver. Že prvi obisk kakega papeža, Janeza Pavla II. V Libanonu leta 1997
je bil za vse verske skupnosti, ne samo za krščanske, izjemno velik, pomemben in svetav dogodek. Saj so bile takrat rane iz državljanske vojne še veliko bolj sveže, kot so danes, 20 let po dogodkih iz državljanske vojne. Kljub temu pa bo potovanje za papeža tudi izredno zahtevno, saj bo moral loviti ravnovesje ne samo med kristjani in muslimani, ki živijo v Libanonu, ampak tudi med kristjani samimi, ki še zdaleč nimajo enakih pogledov na različna pereča družbena in politična vprašanja. In še vedno ostajajo med njimi pomembne delitve, predvsem v odnosu do velike in pomembne sosede Sirije. Verjamem seveda, da bo papež skrbno izbral svoje besede, s katerimi bo skušal potolažiti ne samo vznemirjeno krščansko skupnost v Libanonu, ampak na vsem Bližnjem vzhodu. Za konec bi morda dodal še, da je rezultat pestre libanonske zgodovine seveda tudi vedno bilo izseljevanje Libanoncev, predvsem libanonskih kristjanov. Zato nekateri ocenjujejo, da je danes po svetu raztepenih več kot 10 milijonov ljudi, ki imajo libanonske korenine. Največ je seveda libanonskih kristjanov, med njimi spet največ maronitov, ki so igrali pomembno vlogo in še igrajo pomembno vlogo v različnih latinskoameriških državah, v Združenih državah Amerike, v Avstraliji, pa celo v nekaterih zahodnoafriških državah, kamor so odšli s trebuhom za kruhom. Tudi ta izseljenska skupnost predstavlja posebno bogatstvo libanonske kulture in človek je prav presenečen, kdo vse od znanih osebnosti iz sveta politike, zabave, filma in umetnosti ima svoje korenine v Libanonu. Upam, da bo papežev obisk postregel tudi z več zanimanja za to zanimivo državo med nami. S tem pa bi to prvo v seriji oddaj tudi zaključil. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.